nima tako velikega predvolilnega značaja, pa predvsem značaj, ki bo deloval potem v naslednjih 4 letih, s čem se bo Slovenija mogla ukvarjati, da ne bom posebej predstavljal vse prisotne, ker jih verjetno kot novinarji in predstavniki javnosti že poznate, bi na začetku predal besedo županu mestne občine Maribor, Francu Kanglerju. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Lep pozdrav v Mariboru tudi našemu predsedniku, Radovanu Gorjanu, obema poslancema, tako gospodu Iviču kot gospodu Pušiču in seveda mojima dvema županskima kolegoma, bivšemu ministru gospodu Žagarju in županu Slovenske Bistrice in dolgoletnemu županu mestne občine Celje, gospodu Šrotu, ki prav gotovo ima izkušnje dovolj, da vam tudi danes kakšno besedo na račun decentralizacije zareče v tem našem mestu. Danes smo se tukaj zbrali, predvsem župani, ki kreiramo lokalno politiko, nekateri pa kreirajo tudi državno politiko. To pomeni, da prenašamo izkušnje iz lokalnega nivoja v državnega ali pa z državne politike na lokalni nivo. To je zelo pomembno za delovanje, politično delovanje, predvsem za sprejemanje odločitev. In v Slovenski ljudski stranki se že vrsto let borimo za decentralizacijo v državi. Predvsem se borimo za decentralizacijo državne administracije. Verjetno ni beseda več, zakaj se na začetku volilne kampanje oglasila jaz in moj županski kolega, gospod Bojan Šrot, pa tudi župan Murske Sobote, da smo prav župani tisti, ki najbolj trpimo zaradi državne administracije. In ta vlada, ki bo, kakršnakoli bo, bo morala največ energije vložiti v državno administracijo. Zmanjšanje državne administracije in poenotenje in funkcioniranje delovanja državne administracije. Zato tudi naša stranka na nek način predlaga združitev upravnih enot in občin. Če lahko danes zasebniki registrirajo naša vozila in upravljajo pooblastila strani države in imajo vpogled preko računalnika v osebne podatke lastnika vozila, matično številko, rojstne podatke, naslov, zavarovalno polico, potem naj država združi upravno enoto in občino in naj da pooblastilo občini, da lahko v imenu države izda tudi potni list, osebno izkaznico, gradnemu dovoljenju. In s tem tudi javno pozivam gospoda Virana, da se naj do tega vprašanja javno opredeli. In to je že moj drugi poziv in od njega še nisem dobil političnega odgovora. Ali to podpira ali ne podpira. Ali podpira decentralizacijo državne administracije ali podpira karkoli drugo. Vse s tem bi jaz zaključil. Sem tudi sam presenečen nad nekaterimi plakati v tem mestu, ki so prisotni, da nekateri delajo za Maribor in ponujajo rešitve za Maribor. Kaj so delali do danes? Upanje za Maribor, rešitve za Maribor, delo za Maribor. Jaz sem skoraj prepričan, da tisti, ki danes Maribor v roko ponujajo na ta način, da so v preteklosti velikokrat botrovali, ne samo Maribor, tudi kjeremu drugemu mestu v Sloveniji, da so bili nekateri javni razpisi za črpanje evropskih sredstev ali drugi razpisi za financiranje vrtcev tako prirejeni, da so se lahko samo eni prijavili na tiste razpise in bili izbrani. To ni rok, in to ni pomoč, in to ni upanje, in to ni delo za mesto Maribor ali za katero drugo podeželsko občino.